Povem vam eno hudomušno arabsko pravljico. Strašni plok plok. Ime mu je bilo Ali, možaku, in bil je tat. Pa ne čisto po svoji krivdi. Če bi se bil namreč rodil očetu tesarju, na primer, bi bil postal gotovo čisto spodoben in srečen tesar. Tako pa ga je Bog namenil za sina očetu tatu. In Ali je pač nadaljeval družinsko izročilo. Ampak posel mu ni ne vem kako cvetel. Bogataši so se zavarovali, okna in vrata so bila zaščitena z oknicami in zapahi. Le poleti, ko je bilo vroče, so bila pa okna odprta. Tako da je Ali lahko stegnil svoje tatinske roke skoznje in tako izmaknil kakšno štruco kruha, nekaj novcev, kar mu je pač prišlo pod prste. Nekaj noči se je tako stegoval skozi okno hiše neke starke. Pa zasliši iz teme glas. Ojoj, ta strašni plok, da moram jaz na stara leta tako trpeti. Kriv bo moje gotove smrti. Plok, niti ene noči z njim več ne preživim. Ali je otrpnil od groze. Plok, je to kakšna bolezen? Zveni že grozljivo. Pa kaj, če se je nalezeš, lahko kar tako, če že dihaš isti zrak. Jaz pa sem tako dolgo že tukaj stojim pred oknom. In že se mu je zazdelo, da ga je začel oblivati smrtni znoj. Stekel je proti domu, kar so ga noge nesle. O, si že doma? Se je začudila žena. Kaj imaš danes za nas? Plok, je zastokal Ali. Samo plok. Ne približuj se mi, mislim, da bom umrl. Hitro steci po zdravnika. Ja, žena je bila tudi vsa prestrašena. Res je takoj stopila do zdravnika in mu že po poti razlagala, veste, Ali je staknil plok. A je to zelo nalezljivo? A veste, vedelo se je, da zdravniki, oni imajo zdravila za vse bolezni. Zato tudi naš gospod doktor ni hotel priznati, da za to tegobo še v svojem življenju niti slišal ni. Ko je pa prispel do Alijeve hiše in stopil pred bolnika, se je držal zelo resno. Tako da je Ali takoj pomislil, ojej, slabo se mi piše. Gotovo bom umrl, se tako resno drži. Tako, je rekel zdravnik in zmajeval z glavo. In kje pravite, da ste staknili, kot vi rečete, ta plok? Kje ste se tega nalezli na tanko? Ja, tam pri starkini hiši na koncu ulice, je odvrnil Ali. Veste, čisto slučajno sem šel tam mimo. No, malce sem se pa ustavil. Čisto malo, da sem preveril, ali ni morebiti pustila na polici kaj takega, kar bi kdo lahko ukradel. Veste, okoli se potikajo drzni tatovi. Ja, vem, je rekel zdravnik in si mislil, ravno prejšnji teden sta skrivnostno izginila moj prekrasni kavni vrč s kavo vred in poln krožnik turškega medu. Svoje si je mislil zdravnik in odhitel k starkini hiši. Pa razmišlja, ja kaj, naj stopim? Kaj pa, če se tudi jaz nalezem tega
plok, ploka. In zaradi njega še nazadnje umrem? Nič. Postal bom tukaj in malo prisluhnil, si je rekel. Ojoj, zastoka starka v hiši. Ojoj, kdo me bo rešil te more? Ojoj, ne prenesem več tega strašnega plok, ploka. Plok, plok. Nenadoma pa starka sunkovito vstane iz postelje. Kdo je tam? Je zavpila, ker je videla neko senco pri oknu. Kako vas ni sram, da takole sredi noči gledate skozi okna tujih ljudi in jih po nepotrebnem strašite? Prav nič bolna se ni zdela zdravniku. Pa se je opogumil. A veste, prišel sem zaradi strašnega plok, ploka. A ja? Se je začudila starka. Kaj ste, vodovodar? Ne, zdravnik sem, je odvrnil. Ja, zdravnika pa ne rabim, saj nisem bolna, ga je osorno zavrnila starka in praznila v smeh. Strašni plok, plok, strašni plok, plok, pravite. Tam je strašni plok, plok v kotu. In je s prstom pokazala na vodovodno pipo. Iz pipe je enakomerno kapljalo v korito. Plok, 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 plok. To je ta stvar, ki mi cele noči ne da spati. Zdaj pa pozdravite to, gospod doktor, če zmorete. Zdravnik se je počutil malce neumno in se opravičil starki ter odhitel nazaj k Aliju. Veš, Ali, lahko te ozdravim te bolezni, tega strašnega plok, ploka, ampak povem ti, ne bo lahko. Ja, gospod doktor, se je začel braniti Ali že vnaprej. Se veste, da sem samo reven mož. Nič reven, vse vem, tak si. In če misliš to ostati do konca življenja, najbolje, da te pustim kar umreti. Joj, gospod doktor, pa ne biti takšni. To je vendar moja obrt, s tem se preživljam, kaj pa naj počnem drugega? Kar ti srce poželi, mu je odgovoril zdravnik. Vse bo boljše, kot umreti zaradi strašnega plok, ploka. No, v redu, je popustil Ali. Obljubim, bom prenehal s tem. In izpil na dušek skodelico tekočine, ki mu jo je bil ponudil zdravnik. In že čez nekaj trenutkov vstane iz postelje in pravi, ja, se že bolje počutim. Ja, to je pa čudež, gospod doktor. Dobro, dobro, je odvrnil zdravnik. In si mislil, čudo bo, če se bo Ali res odvadil svojih tatinskih navad. In ne boste verjeli, Ali je držal besedo. Začel je po hišah opravljati takšna drobna popravila. Postal je tako rekoč neke vrste mojster za vse. In eno od prvih naročil, ki jih je izvedel, je bilo popravilo vodovodne pipe v starkini hiši.